Dragi uporniki, iskalci resnice, te blesavi, te ubrisani, lightworkeri, torej delavci svetlobe, ljubimci, tisti, ki imamo v sebi ljubezen, ne tisti ljubimci čez plot, in razcepljeni. Vsem vam želim dobro jutro in naj vam povem, da mi smo vsi v bistvu en zdrs znotraj matrice, v angleščini se temu reče glitch in matrix. In mi smo tisti, ki v bistvu to matrico razbijamo. Morate se zavedati, da pri razbijanju tako velikega sistema in sestava negativnosti, iluzije, laži, prevare, pravzaprav zlobe, da tako rečem, mora biti bojevnik, pripravljen na to, da bo dobil napad nazaj, a ne? In mislim, da se prav vsak izmed vas zaveda in doživlja razne napade iz vseh strani. Tudi pri meni ni nič drugače in naj vas potolažam, da so se name kar konkretno spravili, s temi podmuklimi scenami. Mi smo se mnogokrat učili, ne smemo narediti nobene napake. Res ne smemo narediti napake. No in meni napako izziva draga moja psička Lina, ki je prav izzivalka, prav najde kakšen problem, naredi problem tam, ki ga ni. In zanimivo, kako pol prideš do tega, da kako se res znajo negativci združiti takrat, ko je treba skupno po komu kozlati in iskati negativo. Moja psička Lina je resen poseben karakter, tok jo probam navaditi na pravila igre. Pa ni, ona ni za pravila igre. Ona razume, da more čuvati, ona čuva tudi prehitre voznike. In že ena žalostna, oziroma taka nora stvar je, da pač psi so pokazatelji. Pes pesa zavoha je en tak znan pregovor iz tega vzgiba, ker pes prepozna človeka z dušo in razlikuje ga od človeka, ki nima več srčne povezave. Prav zaradi tega, ker pes ima to lastnost, je ta zakon, ki ga imamo, tako zelo uveljavi, da pse na špago, da ne bi kdo koga zavohal. Okay? Jaz imam te stvari razdelane in pes je po lastniku in nekdo je pribil, da valjda lastnik se skriva, pa neki laja, pa bluzi. To je zdaj pribil nekdo, ki ima bom rekel, kar pomemben del v naši družbi, rekel en tako občinsko funkcijo, veliko funkcijo je dobil, vendar ne vem, a se kaj skrivam. Predvsem mi je pa jasno, da tega gospodiča v zadnje 3 leta nekako nič ne vidim, pa tako rad je prišel na kavo. Jaz pa grem glih s tem namenom, da ne bi kdo rekel, da se skrivam in evo, kako debela laž, kako debela, primitivna, debela laž, ampak nič hudega, saj to je tudi njihov ta šef, glih tak, Janez je glih tak, pač predrzen, nizkoten z besedami, poniževalen, posmehljiv, ležniv, podmuku, ampak družba je delala skupaj, drugemu so stolčke gor držali in iz naše malhe ukupno družno venjemal. Je pa prima, ki se rima, tako jo najdemo kakšno. Ta svet, zdaj smo rekli, da mi smo ta detonator v razpadu matrice, kjer je v matrici pa seveda zelo pomembna vloga, da dobro igraš. A veste, politiki niso politiki, to so igravci, dobri igravci. Zelenski je bil najprej igravc, sej pri nas je bil pa Šarc prej igravc, pa je bil pa kar naenkrat PV. Veste, ni to njihova izobrazba, tudi Janez ni, ne vem, če je, ne bom šel, da nam koga pluval brez veze, ampak igravci, tudi Shakespeare je rekel, cel svet je oder. In včeraj je ena taka dobra debata, a veš, na tem svetu pa le ne moramo biti vsi igravci, ne more biti, nekdo mora biti, pa tudi gledalc, na drugi strani. In oni so igrali, ker so imeli publiko. Zdaj pa mi te igre malo več ne gledamo na tak način, kot so nam jo kazali, ampak mičken smo bolj pozorni. Nismo več conspiracy theorists, ampak smo, kako že,
Pozabil sem besedo. Skratka, taka lepa angleška beseda, nismo teoretiki zarote, ampak smo zelo pozorni opazovalci, zelo detektivske, imamo oči, detektivsko delujemo, zato ker smo bili primorani. In evo, ker niso in ne moramo biti na tem svetu vsi igralci, smo nekateri pa nekaj drugega. In kaj? Valjda smo bojevniki, valjda smo branilci našega plemena in plemenskih lastnosti. Ljudi, ki plemenske lastnosti še imamo v sebi in probamo zbuditi naše. Igralcev nimamo kam zbuditi, oni vejo, da igrajo. Se niso blesavi, mislim zabiti so, kakajle. Ampak mi jih nimamo v kaj zbuditi, zato ker nimajo kapacitet, da se zbudijo. Nimajo niti lastnega razmišljanja za to, da bi ali pa srca, da bi oni živeli to, o čemer se mi pogovarjamo. Valjda za njih govorimo kitajski jezik, se nam sploh ne razumejo, kaj govorimo, by the way. Tako da se sploh nimamo česa batne obremenjevati, ker ne razumejo. Oni pretežno znajo igrati igro, vendar ta igra, kako sem že napisal tlele, igralci so pozabili, kaj so nam igrali pred enim mesecem, pred enim letom ali pa pred 5 leti. Resnično tudi njim spomin peša. In smo priča temu razpadu. In ta razpad sistema kot tacga, razpad sveta. Veš, ta, ki je zdaj imel, ne vem, in jahto, in hišo, in vilo, in velik in dober avto, on je zdaj ta mata, ne. Zdaj, tega mu verjetno ne bo noben vzel, ne? Ali pač, ne vem, kako se bodo stvari odvijale naprej. Bolj je problem v tem, da bo zdaj lahko vsak imel to, kar on ima v prihodnem svetu. Zaradi tega, ker dobrin je na svetu čist zadost za vse. Ne bo nam treba životariti, tako kot smo životarili do zdaj, nekateri so se norca brili. Ampak mi bomo vsi imeli enake možnosti za prosperiranje. Zdaj, ti, ki so z lažjo nekaj imeli in zaradi tega izgledali kot tata mata, ne, oni so si s tem filali ego. In oni ne bodo mogli prenesti, da imamo lahko vsi glih. Tle se oni ne bodo mogli pomeriti s svitom, ne s sobom. Ne? In tle je tista točka preobrata, kjer oni bentijo in besnijo. In v bistvu do zdaj so bili jezni na nas. Počasi pa prihajamo do točke, ko bodo postajali oni jezni v prvi vrsti nase. In če so oni nas hoteli pobiti, toliko so nas sovražili, kaj bodo naredili sebi, jaz si ne znam predstavljati. Jaz želim vsem vse dobro, to upam, da razumejo, razumete vsi. Ker plemenska lastnost ni želeti nekomu slabo. To je ideja negativnih ljudi, ki se združijo, da sovražijo in kozlajo po ljudeh, da iščejo dlako v jajcu, da iščejo v vsaki rešitvi nov problem. To ste vi že vse opazili in znate prepoznavati, pravzaprav začutiti naše ljudi, s katerimi je komunikacija in druženje the best, lahkotna, in prepoznavate ljudi, s katerimi enostavno druženje postaja tako naporno, tako obremenjujoče, da enostavno ne morete biti več v bližini. In ni treba biti, zato ker edini odgovor na ta bolan svet je distanca, ne pa boj. Bojevniki smo, zaradi tega, ker zagovarjamo to, kar je prav. In mi smo to zagovarjali v celo življenje, ampak nam so se v ta namen posmehovali, pa nas, pritiskali dol, znižvali samozavest, samopodobo. Zaradi tega smo imeli občutek majhnosti. Zdaj pa se zavedamo, da nismo majhni, ne? Da smo v bistvu veliki. Da v bistvu, če bi bili mi malo več kot opica, ne? Torej, ena ubrisana, pol se oni ne trudili tako družno nas napadati, ne? Napadajo nas zaradi tega, ker nekaj smo, ker smo nekaj velikega in ker smo mogočni za njih. In če se kaj bojijo, se bojijo, da bodo prepoznani. In zdaj nam so prepoznani, reveži sploh ne vejo, kaj mi vse vemo o njih. Ker včasih moramo mi igrati, da tistemu, ki misli, da nam igra igro, zaigramo
da on ima občutek, da je zmagal. Ne? Sometimes you must to play a fool to fool a fooler who thinks that he is fooling you. Jaz ne znam tega niti v slovenščino prevesti. Ampak tisti, ki misli, da te nateguje, mu može zaigrati, da v bistvu resnično on misli, da te je nategnil. Pa te ni, ne? Ker mi se ne damo, mi ne pustimo, da v nas penetrira. In Klemen, hvala za to, je pripisal v kuverti, je dopisal, da mi dodaja še nekaj za podmazati, ne? Čakaj, kako že? Nekaj za podmazati, zato da ne bodo se mogli madrs, da fakar si sploh prpopati na mene, kako že? A ja, da kar zdrsnejo, ne, stran. Mi se moramo podmazati z vsemi žalbami, da nismo kosmati, na kar se nas primejo njihove stvari. Valjda oni grejo v čustva, oni grejo z lažjo te prizadeti in ti si zaradi laži prizadeti se začneš boriti. Eto ti, pa smo na igrišču njihovmu, ne padati na te fore, lažejo kot psi vedno in to je njihova strategija, ampak sej smo že pogruntali. In nekako opazujem ljudi in online in torej na spletu in v živo in lahko zagotovim, da je ta svet resnično poln tega, kar se nismo sploh upali niti pomisliti. Oziroma se nismo znali predstavljati, kaj je to Zombieland, kaj je to dejansko zombiji na vsakem koraku. Da ta svet deluje čist narobe in ne moreš jim dopovedati. Hudo. Pa smo rekli, mnogo je biorobotov. Ja, je. Mnogo jih je. Mnogo je pa ljudi, ki rečeš, pa se ga poznam že od malega, pa ki se je ta človek zgubil pa obrnil, pa se včasih je bil normalen, kaj pa zdaj to? Ljudje smo bili strani sistema na neviden način, bom rekel na čarobni urok, sej nič izglih čarobni urok, magic spell, ne, čeprav neke vrste je preko delovanja. Ampak mi smo bili vsi pod vplivom tega, da se nam pretrga vez med lastnim biti, med našo dušo. Sistem je želel, da smo sprogramirane ovce vsi in poslušamo navodila kot v vojski in nimaš tam kaj da misliš. Vojska ima v ta namen generala, da misli, ostali ima, da poslušajo brezpogojno. To si je sistem želel od vseh ljudi, nisi želel razmišljajočih. No in sistem je uspešno, očitno zelo uspešno, uspel velike množice pripeljati do tega, da so zaprli svoje oko, da so pretrgali svojo vez, svojo lastno dušo, s tem, da so gradili ego. Večji, ki si imel ego, bolj si bil nagrajen, večji si imel ego in večjo moč. Pravzaprav oni ne hlepijo toliko po denarju kot po moči in za njih je moč ta, da te spravijo na obrate, oni se ti pa režijo. To je za njih moč in zame je to pač primitivna moč, ki mislim enostavno ne morem in ne bom nikoli tega podpiral. Ampak dobro, razumem pa, ne? Oni pa so med sabo se pri tem in razumeli in so si med sabo pomagali, da so bili družno močni. In oni so želeli biti združeni na vseh nivojih. In združeni so sem, kadar kozlajo drug po drugmu, ne po drugmu, po nas, a ne, takrat se hitro združijo, sicer se pa skrivajo po svojih luknjah in bi kar rad se s kom kaj podebatiral, če bi imel kdo kakšen interes, ne, pa nimajo. Jaz bi šel rade vole, recimo, na kakšno občinsko sejo komu kaj povedati. Pa verjemte, da si ne želijo in me pod točko razno nas spustijo skozi tista vrata, ne bi spustili, tako kot me niso več spustili na mikrofon za komentiranje pustnega karnevala. Ne, ja seveda, ker nismo na istih bregovih, nimamo iste miselnosti, ne. In tako pač ta sistem je lepo odmaknil vse tisto, kar je bilo nevarno. Mislim, oni niso uspeli v neko sistem, matrica, do popolnosti nas deformirati. Nekaj nas pa je ostalo, nekaj pa je še takih ljudi, tle vmes med nami, tudi Prežihov Voranc, ki je rekel, ne boste nas, ker nas ne morete, ni šanse. Lahko me ubiješ, ampak se bom reinkarniral nazaj in kaj? Jaz se smrti ne bojim, nič.
Saj, je itak, življenje v bistvu je, mislim, po smrti je vse lepše, ne? Ker tukaj dol se je treba boriti, tam ne več. Ne? Tako da, ampak nikakor pa si ne smemo tega sami vzeti, ne? To pa ne. Je pa prav, da smo na nivoju učenja, da smo na nivojih spoznavanja in v tej matrici, ki jo mi smo noter, ta detonator, ta črv znotraj matrice, ki se ga matrica tako zelo boji, ne vam povem, da iz večjih strani so jasni indici, da matrica razpada in ni šanse, da se kadarkoli več postavi nazaj, vsekakor pa se ne more to zgoditi čez noč, ne? Vse pa je kompleten svet upleten v vzdrževanje te matrice. Ne? Podpornikov ne broj v milijardah. Mislim, ne znam si čist predstavljati končnega scenarija, kako bo svet na koncu, vendar to, kar prihaja, bo za mnoge boleče. Ampak more tako biti. Zaradi tega, ker je do zdaj bilo toliko narobe, da tisti, ki so pri narobe sodelovali in podpirali narobe, morajo se srečati s tem dejstvom, da so delali narobe zavestno in so zavestno škodovali ljudem, s katerimi so tako krčali mi. Zdaj le ena, kaj je že, Milka Kralj, ali kako že je ta iz farmacije, ne? Mislim, ona pravi, da za 39 € pa ne zdravilo, a ne, zaradi tega, ker to si ga lahko tudi revni privoščijo, a ne, in nima, da revni crknejo delavski razred brez, nima smisla, da živi. In to je nekdo, ki je v združenju farmacije, lekarnarjev ali kako že. Noro. Taka družba ne sme obstajati. Skratka, ona preferira ne 39 € za zdravilo, ampak 2,6 €. Da naj si ga privoščijo samo bogati, tisti, ki imajo, tisti revni, pa ko jih jebe. Samo ona ne ve, da Matej pa njemu podobni friki ne rabimo farmacije. Njihovih uslug mi ne koristimo, zaradi tega, ker se zavedamo, da ne bomo hodili sami v holokaust. Ne? Prej smo rekli, da morajo biti vsi igralci, nekateri smo ostali čuvaji pravih vrednot, plemenskih vrednot. In mi bojevniki, tisti, ki sploh še, vse v redu, plemenski bojevniki, ne, smo tisti, ki smo z namenom prebujeni in prebujanje je trajalo, pripravljanje na ta dogodek je trajalo od samega rojstva. Ne? Mene je življenje pripravljalo na to, kar zdaj počnem, pa kar dogajam, pa kar čutim, pa kar zagovarjam, ko pogledam nazaj od samega rojstva naprej. Torej, gre za en velik plan, a ne? Mnogo večji, kot je bil korona natek. Mnogo večji, kot je kontrola ljudi z mobilnimi napravami. Mnogo večji, kot patentirane televizije za programiranje uma. Nekdo višje skrbi za te stvari. Mislim, v Biblijo je že zapisano. Seveda je skvakana Biblija, itak. Pa še kaj. Praktično cela zgodovina. Ampak nam nekdo drug dirigira. Ne dirigira nam noben. Usmerja nas zato, da zlomimo to matrico. In tem silam, a če mi reči angeli, moramo zaupati. Zato vam tudi dostakrat dam angelsko glasbo, prav ta je zdaj v ozadju. Gre za humble, mernost, gre za... A veš, silo se ne da rešiti nasilja. Samo ljubezen to lahko reši. Ne? Sam če češ kaj uničiti, rabiš silo. Za vse ostalo je ljubezen dovolj. To je, mislim, da rekel Charlie Chaplin. In meni pravijo ljudje, mislim ti, hejteri, sovražniki, da sem ubrisan, ne? Ampak ubrisan zakaj? Ker se strinjam z nekimi izjavami ljudi, takih slavnih ljudi, ker se strinjam z besedili znotraj pesmi glasbenikov, ki so bili hudi kot popar. No, mislim, Bob Marley so rekli junkie, to je vse, kar so mu znalo čitati. Ne, butli eni. Da je vmes povedal on svašta stvari, to pa ne vejo, ne zastopijo niti. Ne. Ampak
Bob Marley bi bil milijonar, če bi bil denar njemu pomemben. Pa mu ni bil. Kaj pa Freddie Mercury, kaj pa on? Kaj je on povedal? In jaz sem zdaj butel, ker se s tem strinjam. A veste, to primitivnost morate začutiti. Kako primitivno so pravzaprav proti nam delovali. A se zastopimo? Čakaj, imam jaz tlele še par stvari. Ja, ta svet v bistvu je prežet z demoni. Tlele si malo pomagam z nekimi mimi. Nekaj je hudo zabrkljano, ne? Stvari so obrnjene od zgoraj na dol in od znotraj na ven, namesto da blok, ne, od ven na znotraj. V bistvu moglo biti pa glih kontra. Od znotraj delujemo na ven in stvari morajo biti na noge postavljene, ne na glavo. In zgleda, da samo polovico od nas te stvari vidi jasno. Druga polovica je dobesedno lahko imenovana zombiji. In neverjetno, da se... Nisem si mislil, da bomo prišli do teh točk, do take gmote, da nam bo videti to. Mi, ki se prebujamo, ki vidimo stvari prav, mi potujemo navzgor, rapidno, proti sebi, k širši zavesti, k temu, kaj je prav. Občutimo notranji mir, občutimo prisotnost ljubezni, milosti, blaženosti in vsega. Veste, tisti, ki so delovali negativno, zombijevsko, proti nam, ljudem, oni pa potujejo po spirali navzdol. In ta spirala je njim čedalje večji rom-pom-pom znotraj njih. A veste, mi se umerjamo, mi rom-pom-poma ne govtamo več, oni pa. In oni so zaradi tega, ker smo mi mirni, oni pa ne, na nas jezni, ne marajo nas, sovražijo nas, kaj to mater. Oni bi nas zvlekli s sabo v svojo lastno pogubo. In to je tisto, kar vam pravim, ne dovolite, da se vas primejo in potegnejo dol na nižje nivoje. Nikoli ne dovolite tega. Dajte samo razumeti, kaj se njim dogaja. Mi smo v 3 letih pa pol vložili kar nekaj energije, da bi zbudili ljudi, da bi jim pomagali, da bi jim preprečili, da se cepijo, da spremenijo pogled na svet. Pa smo ugotovili, da nekaj se nas je prebudilo, tisti, ki smo se, z namenom imamo 3 leta pa pol, da imamo čas sami sebe izgraditi in da imamo čas, da ti kriminalci podpišejo vse pogodbe, ki jih morajo svoje zadnje, podpise dati, ki bodo na zadnjih obtožnicah. A ne? Morajo se izpostaviti, moramo videti njihovo podlost in vse, kar je v nas, torej tisto, kar gojimo, to prihaja ven. V letu 2023 bo nemogoče zakriti, oziroma ne dati na plano tisto, kar je v tebi. Torej, maske so do zdaj šle, pa so ljudje skrivali, da so fejst, prijazni, znotraj sebe te je sovražil, pa te je škodoval, ampak na ven je deloval super, zdaj ne morajo več in to zdaj mi vidimo. Po drugi strani pa bojevniški ne želimo in ne bomo nikoli več dovolili, da smo v sebi skrivali ljubezen, mir, to milino, to normalnost, ker tam so nas takoj s prsti potlačili dol. Tudi mi se zdaj upamo na glas o teh stvareh povedati, jih izžarevati, jih živeti. Jaz vem, da marsikdo pred enim letom ni upal niti omeniti, da posluša enega Turšiča, zato ker je bil označen za bedaka. Tudi danes je temu še vedno tako. Marsikomu je kdo od plemenskih rekel, dej, fant, jaz ti želim dobro, mogoče ima Turšič zate kaj zapovedati. In kaj dobi nazaj? Da bejš, pa tip je narkoman stari, tip je ubrisan, tip je čist prefuknen. Ne moš tega Turšiča poslušati, lega kakšen je. Kakšen? V 300 videih, 350, ne vem. No kakšen?
A pogledaš tega tipa, ni profilne slike, ne? Ni sposoben dati ven. Ne? Torej, debili, primitivni so sposobni reči nič konkretnega, sem bruhant znajo. Ne? Sem bruhant, pa negativni znajo biti. Ne? In en krasen test se je še pokazal, naj probajo ti ljudje podati, dajmo jim izziv, ne? Na negativnost, zapiši nekaj lepega iz srca, pa daj, da bo cel svet nekaj imel od tega, ali pa vsaj tisti, ki bomo prebrala, ne? Napiši iz srca. Tako kot Ceferinu je zvezdica Zaspanka rekla, daj napiši pismo mami. Ni mogel napisati, ker ni imel. Ampak v pravljici Zvezdice Zaspanka se je Ceferinu zbudilo srce. Tako ko upam, da bo film Sound of Freedom, torej Zvok svobode, marsikomu zbudil srce. Ni pa nujno. Ne vem, ali se ga da, ali se ga ne da. In zdaj v bistvu ugotovimo, da mnogo ljudi ne zna napisati nič iz sebe. Ne? Nič. Žalostno, ne? Znajo biti sam negativni, znajo sam razlagati, kako je nekaj proti pravilom. V tem svetu tiranske družbe, če sodeluješ s tem sistemom in ga podpiraš in v bistvu okolici zapoveduješ, da moraš upoštevati navodila, tako kot pravijo. Te star, ne? V tem času je naša naloga ta navodila zatreti, ne pa jih poslušati. Dobro, vse normalni vemo, da ustava je ustava in meni ne rabi noben pisati 10 božjih zapovedi, niti 11, ne. Zato, ker to imamo not. Sam ta teleta so rabila, toliko so zabiti, da so mogli v kamenu pisati stvari. No, veš, to nas smeš, to ljudje ne delajo. Seveda ne lažemo, ne krademo, ne želimo drugemu žene, se ne delamo neumnega in tako naprej. Ne? Veš, njim je bilo treba napisati. Ampak zdaj so šli s temi pravili čisto v maloro. Totalno maloro. In ne ubogati tega sistema. Ne, bežte stran od farmacije, bežte stran od sodnije. Na sodniji ni pravice, nikoli bilo in nikoli ne bo. Po pomorsko pravo je bolj enostavno. pa vojaški tribunali, to je čisto simple fora. Ne? In tudi zelo hitro stvari potekajo. Ne? A veš, to, da sodnim linij imeli počasi, je bila tudi blesov trik. Ne? Da se nikoli ni prišlo do pravice. Ne? Mislim, mene, ki so tel pokavsati, so me takoj. Ne? Ni šlo noč počas. Ker pa je treba Janša tukaj obdelati, to pa traja. Ne? To pa traja, da se malo pozabi, pa zastara, ne moreš verjeti. Da sodišče dopusti, da se neka stvar zastara, kaj ni noro. No, ampak naj vas potolažim, zločini nad človeštvom in izdaja nikoli ne zastara. Tako da, zdaj vse bo čistka, nič bat, čas teče. Korona so dobro krenili, prvo leto, drugo leto, tretje leto škripajo, zdaj v 4. letu jim gre bistveno hudo za nohte, ne? Voda teče v grlo, ne? Ampak sej je naslednje leto tudi še čas, da se jih pokida, a ne? A veš, tako nekdo je že rekel, ljudje so čisto na napačnih pozicijah. Treba je tako narediti, da ne grejo ljudje, dajmo prave ljudi na prava mesta, a ne? Ampak tle se pojavi vprašanje, ja, pa nimamo dovolj zaporov, ne? Ni problema, bomo jih še sezidali. Pravzaprav so nam jih že, sami so si jih sezidali in so jih imenovali FEMA camps, torej neke vrste koncentracijska taborišča. Tudi v Sloveniji je nekaj teh stvari postavljenih, če se prav spomnim, mislim, da nekje na Štajerskem, okolici Maribora, tam nekje neka skrita zadeva, pa še nekje. Ne bom. Ampak ja, v bistvu treba bo spraviti ljudi pred roko pravice, pred ljudstvo. Končno bomo lahko rekli v imenu ljudstva, v imenu zlorabljenih otrok, v imenu tistih, ki ste jih utišali, v imenu tistih, ki ste jih pohabili skozi psihiatrijo, skozi medicino, skozi farmacijo, ki ste jih pohabili skozi sodne procese. Te ljudi bo treba jim soditi v imenu ljudstva. V enem momentu smo bili precej zagreti in za giljotine in za špage in tako naprej.
sploh nima več veze, kakšna kazen. Sem, da se napačni ljudje, ti ljudje, ki so nas izdali, da se izločijo iz družbe in naj se združujejo končno na svojih mestih. Plemenski smo že združeni, v srcu, v mislih. In tega se zavedamo, vse bolj in bolj. In ne morejo nas ločati. Meni je blazno všeč, da se veča druščina naša, da postajate vse močnejši in pogumnejši in upate in dopisati, upate polajkati, upate pošerati, upate komu na glas povedati, kar mu gre. Znate, upate nekoga utišati in smo postali mnogo pogumnejši, kot smo bili pred letom, 2 ali 3. Ne? Zato, ker vemo, da delamo za naš prav. In vemo, da se v ozadju stvari dogajajo. In vemo, da drugi prihod Jezusa Kristusa ne bo prihod nekega človeka, ampak gre za prihod bo kot transformacija človeške zavesti. Jaz pravim širitev človeške zavesti. Transformiranje iz verjeti v laž, debelo laž, jo obrniti in pogledati z detektivskimi očmi, s tem, da smo nenavezani čustveno na dogodek in na situacijo. Znamo, ne? Če dalje boljš nam gre in že transformiramo našo zavest in dvigujemo se v času, v razumevanju časa iz preteklosti in prihodnosti v trenutno prisotnost in popolno awareness, pozornost. Razumeti trenutek, biti tukaj in zdaj v popolnosti. Ne da si zbegam v svojih mislih, sem in kaj bo, pa kaj bi bilo, pa če bi bilo. Tukaj je, kar je in to, kar je edino, kar obstaja. Dragi moji, držite se. Hold the line, čuvajte linijo, patrioti. Ne dovoljte, da vas negativci probajo zvleči ni milimeter nižje in če se vas slučajno dotakne, ne premlevati. Nimate časa več 10 let, da premlevate nekaj, kar vas prizadane, niti nimate časa pol leta, ni potrebe, da se s tem ukvarjate, niti 2 dni, tudi 2 sekundi se ni treba, če že pride, dajte to čim prej čez, naša naloga je, da v nas sploh nič ne more več penetrirati, da nas nikoli več ne morejo vršiti iz tera, da nas nikoli več ne morejo prizadeti, da nas nikoli več ne morejo boleti, zaradi tega, ker vemo, da so oni bolni, čeprav niso bolni, so invalidi, so zlobni in tako, pač neozdravljivi, kar se mene tiče, pa mislim, ne mene, saj to so študije. Ne smemo dovoliti, da se nas te stvari sploh dotaknejo strani psihopatov. Ok, mi vemo, kaj se gremo, vemo, da smo popolnoma razumljivi za tiste, ki razumemo, tiste, ki razumejo. Tisti, ki nas ne želijo razumeti, nas nočejo razumeti zaradi tega, ker to je proti njim in nas ne znajo niti razumeti, nič se sekirati, vse je v redu. Dragi moji, držite se, svet je prečudovit, vi pa tudi, mi pa tudi, ne? Ajde, čau, čau.